Ljudje in ljudine, poslušate jubilejno 80. epizodo oziroma 24. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, oberemo betežne in osamljene v DSO-jih, tako kot vedno. Mito Gegić, servus, Igor Harp, jo. In moja malenkost Aljoša Harlamo. Tudi tokrat brez gosta, ampak zato nič manj gostobesedno. Že 80. epizoda je torej, kot sem že rekel, 24. special iz karantene, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o filmu I Care a Lot, ki je premiero doživel pred nekaj dnevi. Jaz sem sicer bral, da je to Netflixov film, ampak zaenkrat ga na evropskem Netflixu še ni. Veš ti, Igor, kaj več o tem? Ne, Netflix včasih kupi stvari za določene teritorije, tudi če kupi samo za eno državo, bo pa vedno gor napisali Netflix film. Tako so, ne vem, tudi na Expensu, dok je bil pri njih, imeli gor napisano, da je to Netflix serija, tako da ne vem. Netflixu ni mar za nas. Ja, skratka, zaenkrat filma še ne morete legalno nikjer pogledati, ni dosegljiv, no razen na kakšnih mogoče na kakšnih plačljivih, posebej plačljivih zadevah. Vsekakor pa, če filma še niste gledali, pa ga nameravate, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez kvarnikov, storite najprej to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno... Kako že, čakaj, na koncu jezika imam tisto, ko je vedno, no. Živijo, to je bil naš intro in tukaj smo podcast Obot. Danes se pogovarjamo o čisto svežem, še diši iz kuhinje filmu I Care a Lot iz 2020. Scenarij in režija Jay Blakeson, ki je delal med drugim The Disappearance of Alice Creed iz 2009. Tega je tudi on, hotel sem reči, tega je tudi o scenariju in režiral, drugače je režiral še Peti val, The Fifth Wave iz 2016 ter miniserijo Gunpowder iz 2017. To je pa celo stvar, ki sem jo jaz pogledal. To je miniserija z našim Jonom Snowom iz Game of Thrones, ki igra pač tega to je ta znamenita smodniška afera. Miniserija, mislim, da ima 3 ali 4 dele, ni posebej dobra in Jon Snow knows nothing in ne zna kaj dober igrati, no, jaz moram poznati, da je Kit tukaj, pač ni me pripričal, tole sem gledal pač zaradi njega, no, ker je pač in pol videl, da pač nikaj dosti boljši zunaj Game of Thrones. No, jaz sem pa med tem gledal Fifth Wave, ki sem ga gledal zato, ker je pač Alien Invasion in to moraš gledati. To treba gledati. Pa Chloe Grace Moretz je v glavni vlogi bila in slabo. Dosti slabo, ampak gledal sem pa tudi Disappearance of Alice Creed, prvenec tega Jay Blakesona in je pretty fucking awesome. Tako da to resno priporočam, medtem ko tole Fifth Wave pa je tak eno od teh Hunger Games wannabe filmov, ki je zgolj wannabe in pol se ti že kar malo Chloe Grace začne smiliti, ker bi si zaslužila boljšo franšizo kot tu, kjer brani svojega brateca.
Tako da, ja, no. Disappearance of Alice Creed za Gemma Arterton, super tak thriller, malo horror, fajn. Cool, ful priporočam. Okay. No, skratka, še nekaj za pogledati, še eno priporočilo, že takoj po prvih taktih naše epizode. Igor came loaded. Zdaj pa seveda mogoče naštejemo še par igralcev iz I Care A Lot. V glavni vlogi sta Rosamund Pike, najbrž se mnogi zdaj najbolj spomnite iz Gone Girl iz 2014, je pa pred kratkim nazadnje igrala glavno vlogo v Radioactive, kjer igra domnevam, da Marie Curie, ne? Yep. Ja. Potem je tukaj drugi, ki je v glavni vlogi, je seveda Peter Dinklage. Dinklage, skratka Game of Thrones, in pa nazadnje v takem večjem stvari, ki je igral, je 3 billboardi zunaj Ebbinga v Missouriju v 2017. Potem imamo Eizo Gonzalez, ki jo poznamo iz Baby Driverja, iz Alite, tam je igrala neko vlogo, če nismo tega zbrisali spomina, in pa iz Odvoda, iz franšize Hitri in drzni Hobbs & Shaw, tudi tam je igrala, skratka nabira si zelo zanimive in raznovrstne projekte, ampak ima pa nekaj z avti, vidim, Hobbs & Shaw pa Baby Driver, no, to so dve stvari. Mogoče ena redkih igralk, ki zna voziti avto, ali kaj pa vem. Potem imamo Chrisa Messino, ki smo ga gledali v Sharp Object, je bil glavni detektiv, ki je raziskoval umore in je bil pač tisti, ki so ga vlekli za nos. In pa jaz ga zdaj trenutno gledam v 3. sezoni Sinnerja, Grešnika, v kateri mogoče več kdaj drugače imamo še pa... Bil je še v Harley Quinn, povsem neprepoznavn je bil v Birds of Prey, kjer je bil tisti psihotik, ki dela za Ewana McGregorja in je bila čist netipična vloga za njega in je bil krasen. Aha, tam se ga pa jaz celo ne spomnim. No, eden psihotik je, ki obraze reže dol ljudem. He's that guy. Kako se lahko to pozava. Okay. Potem igra tudi Alicia Witt, ki jo poznamo kot Alio Atreides iz Duna in pa igrala je tudi v Twin Peaksu, potem nekaj gostovala, skratka, in pa Diane Wiest, domnevam, da se to prebere Wiest, Igor. Seja. Wiest, ok, Wiest. Ki pa ima že 2 Oscarja, in sicer za stransko vlogo za Hannah and Her Sisters iz 1986 in Bullets over Broadway iz 1994. No, to bi bili nekako večina glavnih igralcev. Če smem za glavno igralko, ki je ravno kar dobila Zlati globus, povedati še, da je bila poleg teh Gone Girl v krasni seriji, ki ima naslov State of the Union in jo najdete na HBO-ju in gre za serijo, mislim, da je 10 delov po 10 minut, ona pa tale irski igralec Chris O'Dowd, ki se dobivata v baru, preden gresta na pogovor z poročnim svetovalcem. Pa Nick Hornby je scenarist in avtor zadeve in tip, ki je režiral tvoj favorite njegov romkom, je tudi to režiral. Ful priporočam. High Fidelity, ja. High Fidelity, ja. Pa še ena, ki bi zate bila, Aljoša, What We Did on Our Holiday, kjer ona igra... Z Tenetom, ja. In, to sem pa gledal, sjajen, srčkan film. Srčkan film, sjajen. Ampak zapomnil sem si bolj Tenenta, prosti. Pa malo večina ljudi je to pozabilo, ampak dejansko, ko je bila skoraj da še mladoletna, je bila Bond Girl v Die Another Day. Malo je mimo šla Piersa Brosnana takrat. Rosamund Pike. Ja, to sem sicer videl v njeni... pač filmografiji, ampak ker se nisem točno spomnil. Jaz se jo pa najbolj zapomnim iz Libertina. Gledal to, kdo odvajal? Johnny Depp, Libertine. Ja, vem za ta film, ampak vem tudi, koliko sem skadil zraven. Se mi je zdelo primerno, da k temu filmu si ga ogledam pod substancami in posledično vem, da obstaja film Libertine z Johnnyjem Deppom. Yep.
Ne, film je čisto cool, ona je dobra, no, Johnny je pač Johnny. Sicer predvsej taka twisted, tragična zgodba o vsej tej bojemski baročni sceni Londona, ampak ona je taka zafrustrirana žena, kar hardcore. Neki, ne vem, requiem za sanje v baroku. Ok, fajn. To je zelo dober opis. Ja, no, skratka, zdaj smo našteli skoraj vse, razen če nismo povedali skoraj da o filmu I Care a Lot, in tukaj bo Igor skočil in nam malo predstavil osrednjo premiso tega filma, ki ga bomo danes obravnavali. Za vse tiste, ki se še na tej točki odločate, ali bi nas poslušali dalje ali ne več, če filma seveda slučajno niste sami že pogledali. Igor? Torej, film je bil na Globusih nominiran v kategoriji komedij. In moram reči, da kdorkoli določa te kategorije ali pa odobri te kategorije ali pa karkoli, je psihotik. Ker ne razumem, kako bi se ti to lahko zdelo kot komedija. Mislim, ameriški psiho je bolj komedija kot to. Zgodba je o izredno zlobni ženski, ki ima kapitalističen cilj biti bogata in to se odloči doseči tako, da bo stare ljudi dala razglasiti za neprištevne in jim pobrala premoženje in jih naselila v en DSO, kjer jih bodo zadrugirali, da se ne bojo mogli buniti, preprečila stik z morebitno familijo in spraznila račune za svoje storitve za DSO, s katerim si delim, v katerem ima delnice in tako in drugače in ima pač cel sistem razdelan, potem pa pač ugrabi, rečemo kar temu, napačno žensko in kot se izkaže, je to mati enega mafica, ki ga igra Dinklage in potem se mafija spravi nad njo, ampak ker je to kao komedija in ne film po knjigi kaj že onga, ki je No Country for Old Men napisal, mafija ni, da bi mafija v eni potezi jo pokončala, ampak se ona nekako skoraj da superherojsko reši in obrne šahovnico ali kakorkoli, ne vem, katere metafore bi tu uporabil, in se spravi na tega mafica, ter v bistvu pride z njim do kompromisa, do enega kapitalističnega sporazuma, da imata drug z drugim ful probleme in sta drug drugemu prizadejala mnogo grozot, ampak lahko pa zaslužita dosti denarja. In to je nekako to. Pol je pa zaključek Very Layer Cake, kjer en tip, na katerega si mogoče pozabo, jo pokonča. Kar je, da imaš neki comeuppance na koncu, nekaj moralnega, ampak mislim, če smo vzeli kot komedijo, mora ona pol propast na koncu, ne bi bilo še bolj smešno, da ji uspe in zavlada svetu in ne vem, še pobija papiz. Malo, ne vem. Imam težave s moralo tega filma. Edino, da bi bilo to smešno, da se tam na nekih Bahamih na jahti smeji kot iz Dave Chappella. I'm rage bitch, a veš, nekaj tajega. To bi bilo edino nekako, ampak ja, jaz tega spolno štekam komedija, črna komedija. V traileru, ne vem, malo morja nekih cajtnegov z zvezdicam, hilarious, pa ne vem odkot vam to, ste vi gledali isti film, pizda? Jaz ne vem. Čuden. Ja, ne vem, zgleda, da enim je bilo hilarious, pač ropanje starih ljudi, vse to, bolj to, da umrejo za COVID-om. Ja. Ne vem, no pač jaz mislim, da vse o tem bomo kasneje po moje več govorili. Jaz mislim, da je tukaj pač ena fundamentalna čudna stvar. Jaz nasploh imam včasih probleme s filmi, ki ful mešajo žanre, če tega ne počnejo dober. Problem je, kadar ti mešaš žanre, moraš to res paziti na ton, paziti na marsikaj, no, da se ti žanri ne tepejo med sabo. Tukaj jaz mislim, da se žanri mal tepejo med sabo, predvsem pa se mi zdi, da je bodisi pač tale Blakeson ali kakorkoli že scenarist, režiser, rabu žanr komedija oziroma klasifikacijo komedije za to, da je zgodbo
spelo od začetka, ki je super, do konca, ki je super, skozi neke peripetije, dogajanja na sredini, ki so pač meni niso bila všeč. In mislim, da sam zaradi tega je pač stvar ratala pač komedija. Zato, ker so to pač ti ruski mafici najbolj nesposobna bitja, kar sem jih jaz kadarkoli videl na tem svetu. Mislim, da bolj nesposobni so sam še one Desert Snakes, ali kaj so že bile pač te... Sand Snakes. Sand Snakes, ja. Mislim, da so samo še one bile tok nahajpane, pršle pa tok bile za noč, kot ti ruski mafici, no. Ja, predvsem. Tako da mogoče zaradi tega, ja. Ja, jaz se strinjam, film je čist zmeden v temu Zero, ne. Tina je zelo dobro pripomnila, dosti lepše je orisala kot jaz to zmedenost, ker je rekla kot neki fail homažu Tarantina. A veš, ker Tarantino ima en tak v svojih začetnih prvih 3 filmih nek tak miks nekega heist movija, nekih roparjev, ki skušajo pač obogateti, tako ali pa drugače, pa noter je z dialogi dobre komedije upletene, ne. In mislim, da je tle bil podoben konceptualen izhodišče, ampak ful mimo. Tukaj so probali in v prvem delu tudi zelo dobro uspeli to pač politično, družbeno-politično sceno o tem, kaj se lahko zgodi z ostarelimi ljudmi, o tem, da taki ljudje kot ta ženska dejansko obstajajo, samo da se pretvarjajo sami sebi, da so moralni, ker ona si nikakor ne. Ona si z ničemer niti ne trudi opravičevati, da je to, kar počne ona kakorkoli dobro, razen za njo samo. In pač te probleme izpostavi in jih zelo dobro izpostavi, kaj se lahko potencialno zgodi. In niti ni zdaj, da bi tu bila neka Black Mirror type karikatura, ne, ali pa kakršnakoli. Ne. To je dost realna slika, ampak potem pa kot zgodbo pelje, kaj bi ti moral navijati za njo, ker se ji nekdo po robu postavi, ali bi ti moral navijati za Diane Wiest in Dinklagea, ki sta fucking ruska mafica, ki sta pobila najbrž ful ljudi, ali kaj, ne? Mislim, tu moralno imaš malo problem tukaj, ne? Plus ton zgodbe se preveč spremeni, pa tudi njen lik, na začetku je ona čist oštra in tap, potem pa ima malo vmes ideje, da bi se nekaj pogajala ali karkoli. Odločitve, ki jih sprejema, so dostkrat zgolj posledica njene prenapihnjenosti, prepričanja v to, da je neuničljiva, in potem se izkaže, da je neuničljiva. Ja. Prav. Tudi, ko ji gre vse narobe, vse ona reši, ni problema. Pa gre na pumpo, pa si kupi čike. Tako, če primerjaš, koliko je Hunt nekaj takega izpeljal, ne? Kjer tudi imaš človeka, ki gre na pumpo in si kupi čike, ne? Je tisto dejansko bila komedija in je ful boljš tudi to sporočilo družbeno-politično prišlo skozi. No? Ja, jaz sem imel sicer prej mito omenil Tarantina, jaz sem imel tle bolj v glavi Gaja Ritchija. Se mi zdi, da bolj nekako njemu sopada s temi mafici, ki so, on ima pač te like. Ampak ja, tu se strinjam, Igor, s tabo. Tu je pač meni bil, mislim, zanimiv problem je res, ko gledalec to gleda, ne, s kom se, ker vseeno zauzameš neko stran ponavadi v takih filmih, tudi če je anti-junak si na njegovi strani, ker je pač dovolj simpatičen in tako. Pri Rosamund Pike, oziroma pač pri njem liku, pa nimaš tega feelinga, ne, ona je ful... Dobro, tam vmes je sicer meni pač to, ker jo dela človeško, to njeno razmerje do te, kaj sem že rekel, do Gonzalesove, ne, skratka, delajo pač človeško, pač ta ljubezen in tako pač gresta ven, se ljubita in tako naprej in imaš pač ta nek pogled, da ima nekoga, za katero ji je res mar, za katero she cares for her, ne. Ampak tam pač malo mi je tudi karakterno, so mi ene stvari bile zmedene, ker ko pa jo ima tam na stolu Dinklage, pa ona kar neki nije strah smrti, vseeno je za vse, tak nek čuden nihilizem, ki bi si človek rekel, ki ga ne pričakoval od nekoga, ki je zaljubljen
in ima neko razmerje, in ki hoče obogateti, ne na zadnje ljudje, ki hoče obogateti, so zelo materialistično, zemeljski, tu zemeljski in pač hoče dolgo živeti in biti bogati. No? Tam pa se meni zdelo, kot da je malo udarilo to kot da je ta njen nihilizem, no, ki bi ga mi sicer mogli nekako čutiti in v tem kapitalističnem, ki je podlaga nekega kapitalističnega načina razmišljanja, ne, da je tam čisto udaroven. Čeprav meni je bil ta prizor, recimo, eden boljših v filmu, no? Ker se mi zdi, da in Dinklage in ona pokažeta neko kompleksnost, končno imata ta neposreden dialog in končno lahko oba pokažeta, da znata res ful dobro igrati. No? Res je. Ja, se strinjam, meni je bilo ful premalo, v bistvu in na njeni motivaciji ali pa na njeni človeškosti delano, ne? Ker zgolj to razmerje je orang premalo, da bi za neko empatijo sploh vzgojil. Ne? Po vrhu razmerje z njo, ne? Ona ni nič kaj boljša. V bistvu ona je štango drži non-stop, meni je bila ona isto ogabna kot Rosamund Gonzalezova. Ne? In mi je bilo prav malo mar, kot da ne vem, če je zdaj bil message tega razmerja, kao, tudi bad people imajo nekoga radi, ja, juhuhu, ali kva, ne vem. Tudi Hitler je imel rade v obrambu. Ja, mislim, to je meni čist premalo. No. Ja, mislim, ker po drugi strani pa recimo, če primerjaš z drugimi nekimi takimi kapitalističnimi idoli, recimo temu, ne, ali Gordon Gekko iz Wall Streeta, on nima nikogar razen denarja rad. In ponavadi v filmih, kjer je to toliko v spredju, nimajo ljudi okrog sebe radi. Mogoče jih tolerirajo, mogoče so zaljubljeni, ali pa recimo, ne vem, v God of War, kjer je tale Nick Cage igra preprodajalca orožja, ker tudi mu je samo za orožje mar, pa ima tudi ženo, pa otroka, pa so mu nepomembni. Ne? Tako da ta vključitev je nenavadna, ampak vseeno pa ne deluje čist. Mimo grede, prej, ko si omenil Guya Ritchija, tale Jay Blakeson je ravno diplomiral, ko je tale Ritchie posnel prve filme, tako da nedvomno je velik vpliv bil, bi rekel, med študijem v Angliji. Ker Ritchievi filmi takrat so bili precej revolucionarni. Čakaj, zdaj jaz ne vem, Igor, ti si malo bolj spremljal seveda tega Globuse, ne? Čakaj, a si pogledal tudi druge filme, a si je Rosamund Pike recimo za tole igro zaslužila Globus? Primerjavi z drugimi, no, če si druge stvari gledal. Ja, gledal sem večino filmov, ki se jih da videti. In sicer, ja, ona je bila v komediji, med komedijami zato, da po mojem ni bila poleg McDormand z Nomadland, pa Carey Mulligan iz Promising Young Woman, ne? In je bila poleg, dejansko gledal sem Borat film in Marija Bakalova je bila boljša, po mojem. Medtem ko, ja, to so pa takoj rekli, da tale vloga od Michelle Pfeiffer pa ta od Kate Hudson, da sta oba filma zelo meh, pa da pač ni čist jasno, zakaj sta one dve tu dobile nominacije. Anya Taylor-Joy za Emo je pa si zaslužila, je zelo vredu film, ena boljših adaptacij te zgodbe. Je pa stvar v tem, da je Anya Taylor-Joy toliko bila v spredju zaradi Daminega Gambita, da je pol to vseeno, mislim, so ljudje kar pozabili, da je še to naredila praktično in je posledično Rosamund kar izstopala. Mislim pa, da tej Mariji po mojem niso hteli dati vloge, ker je neka random bolgarska igralka. Čist tak. Mislim, da je zelo velik predsodek proti njej. Ker meni tako, Rosamund je požirala kamero, ona je scene požirala, ne, se Dinklage tudi v kontra, ne,
njegovih scenah, ampak res tam, ko je bila kamera na njo obrnjena, vsakdo, ki je zraven nje igral, je v bistvu ona ga čisto povozila za to igro. S tem v kontekstu seveda scenarija pa zgodbe. Problem je vsekakor potem, da njena igra je dobra, ampak je lahko dobra zgolj toliko, koliko je njen lik razdelan. Ne? In tukaj, če primerjaš z Carey Mulligan v Promising Young Woman, je ona neprimerno boljša. Ne? Zaradi tega, ker je lik toliko bolj razdelan, pa obe zelo natančno igrata in sta super igralki. Ampak tukaj mislim, da bi moral tale lik biti malo boljši. In da, kar se Oskarjev tiče, kjer itak je samo ena kategorija, vprašanje, če bo sploh dobila nominacijo, vsekakor pa sta Mulligan in Frances McDormand daleč pred njo. Ja, no, ker tu se meni na začetku še nekako zdelo, da tle gledam Wolf of Wall Street, se pravi kaj enega DiCapria, ne, skratka Wolf of DSO tukaj. In da pač je tako, ker se mi zdi, meni je bil res začetek, me je tako, tudi se me je zelo dotaknil, moram reči, da je ravno prišel res ta film pravi čas za tudi gibanje #Free Britney Spears, ne, ker pač njej to delajo, ne, kar je ona delala, sem da je ona pač neprimerno mlajša, ne, ampak predvsem ta grozljivost tega, jaz moram reči, da ta začetek mi je bil noro dober, no, kako v bistvu Vistova pač živi svoj fucking life, ko je kar neko jutro nekdo potrka na vrata in reče, čuj, pač jaz sem tvoj legal guardian, ti si nora, odpeljali te bomo tja in zdaj vse to pač kao pod mojo. Tvoje telo in tvoje finance so moja fucking lastne. In tukaj res, mene to, jaz moram priznati, da recimo pač zaradi tega mi pač ta komedija ni šla nikakor v glavo, ker meni je bilo tisti trenutek, ko ona njo proglasi za neprištevno in jo vtakne še v neki pač še hujši, tisti je bilo meni naravno grozljivo, ker si prav ne moreš si predstavljati, mislim, ta neka nemoč, ki jo ti lahko doživiš, ker ne moreš nobenega poklicati tam, ker ti vzamejo telefon. Odrezan si, nikamor ne smeš, nisi na sodišču bil prisoten, ko so ti sodili. Zame je to pač nepojmljivo in popolnoma grozljivo in ta film je pač glede tega tok zadev neko žilo in neki živec, da je to pa res, se mi zdi noro, no. Ne, edina tako hujša sodna transvestija, ki sem jo videl, je bila v enem romunskem dokumentarcu o sojenju o enih bančnih roparjih, ki so jih še dodatno prisilili, da so morali odigrati reenactment tega, kako so rop izvedli. Okay. To je bilo v Čaušeskovem času. Ampak mislim... To je grozljivo in to se res dogaja in mislim, ni samo v ZDA, zdaj v Sloveniji pa v drugih državah EU sem prepričan, da je nekaj morale tu zadaj, da ne gre za biznis pri teh guardianih. Ne? Ampak, če se spomnite, podobna zgodba je v Dekletu z majskim tatujem, kjer isto Lisbeth zaradi svojega obnašanja ji na začetku prve zgodbe določijo legal guardiana, ki se jo spravi posiljevati. Ne? In take zgodbe se dogajajo, lahko imaš koliko čez checks and balances kakršnih koli, tak institut mora biti ful nadzorovan, ker bo vedno se bojo v sistemu najdli ljudje, ki ga bodo probali zlorabiti in ne moreš računati na dobro ljudi, glih toliko, kako ne moreš računati na župnike, da ti bo vedno v pomoč, a ne? Veš kako? Mene je sicer tole držalo 10-15 minut od tega uvodnega koncepta, ne, da pač kaj se lahko pripeti, ampak meni je to tako neverjetno, da sem že vmes med filmom šel takoj pogledati, da je to sploh možno in je v bistvu zelo za lase privlečen koncept. Ker imaš varovalke tudi v ZDA, v tem groznem sistemu, kot se ga oni grejo, pa kot je Britney primer, za katere vemo, ne, pa tako kot si ga ti zdaj sam naštel, ne, ampak tako hude zlorabe, za tako, mislim,
z vsemi temi varovalkami povoženimi, od doma za ostarele direktor, do sodnika, do zdravnice, do svojcev, da noben ne more nič ukrepati, oziroma so vsi na strani kapitala, da se tako izrazim, mi je bilo tako beyond, oziroma tako preveč vse skupaj, pa na prvo žogo, da priznam, da pač nisem kupil tega. Je bil šok, seveda, šokantno. Jaz z odprto čeljustjo gledal, what the fuck se to dogaja, to je grozno, ampak mi je pa bilo čist kar precej unbelievable, neverjetno. No? Tako da mi je zelo hitro sem zgubil primež. No? No, in ko si šel to je malo karikirano, ne? To je bilo jasno, ampak jaz mislim, da vseeno pač do neke mere seveda do takih primerov absolutno lahko prihaja. Ne? Mislim, jaz ga kupim v smislu tega, da pač, če želiš satirizirati, recimo, mogoče so to probali, ali pa komentirati ta sistem, pol mislim, da bi mogli neko določeno subtilno varianto uporabiti ali pa kakšno sceno, dve več, da bi vse prikazali, zakaj je on sodnik idiot, kot pač je, ali pa zakaj zdravnica v bistvu dela za fičenke, naprej. Veš, tako zelo na easy je bilo to z roko odmahneno, oni pač so takšni, ne? Kot glavni lik, ki pač je takšen, ne? Kot njena cela firma pač je takšna, ne? Zdravnica se bolj spogaja za delnice DSO-je. Se pač, če gledaš, da ona spravi ljudi v DSO, ki jim plačuje prenapihnjene račune, zato ker kot delničar itak dobi denar nazaj, po tej varianti, mislim, make sense. Ne? Ker, veš, zdi se mi, da ena fina meja je tukaj obstajala, vse po moje v eni inačici scenarija, ne, da pač ali se gremo ageism, ne, torej nek slabšalen odnos do starostnikov, ki jih imajo pretežno zahodne države, ne, ali pa kritika pravnega sistema, ki omogoča takšne anomalije. Ne, in mislim, da so pač tukaj zapadli v neko orang po preproščenje teh problemov, ki bi mogoče služilo komediji, če bi ta obstajala. Ali pa če pogledam drugače, mogoče zato, ker film tako neuspešen v teh humorističnih nastavkih, da pač lahko, da sem zapadal v bolj, rečemo, vmes že med gledanjem, ne, v nek tek kritično presojanje, a je to sploh možno, what the fuck, in tako naprej, in to me je metalo ven iz filma, v bistvu. Tako da ja, zopet bom tu s prstom na scenarij pokazal, ne, da pač, sorry, tu bi se mogli malo več potruditi, ne. Kaj smo od tega filma odnesli? Kaj smo odnesli? Wow, okay. Jaz mislim, da je meni najboljša poanta, ki se mi zdi v tem filmu, je tako, kot zdaj mi je pa z glave še 3 sekunde nazaj sem vedel, s katerim filmom sem hotel to primerjati, ampak skratka, najboljša poanta mi je to, ko Dinklage v resnici na koncu ugotovi, da to, kar on počne, je sicer mafija in nevarno in ne vem kaj in pač kriminal, ampak da to, kar ona počne, je pa fucking easy money in da samo vanjo more vreči nekaj keša in je to pač farma za krave, ki jih lahko sam mozeš. Ne? In da v resnici tle ugotovi on, da je to 10-krat večji kriminal kot to, kar on počne, hkrati je pa legalno. Ne? Se mi zdi to tako, mislim legalno, ni glih na pol legalno, no, glede na to, da pač zdravnica laže, da vse te stvari ni čist legalno. Ne? Ampak tukaj pa v bistvu, tukaj pa je dosti očitna metafora ameriškega zaporniškega sistema, ne? Ki pa deluje na osnovi free enterprise in je cilj zaporov, da imajo ljudi not čim dlje in ne, da jih spremenijo v zgledne državljane. Ne? Tako da tukaj v bistvu je to zgolj metafora in to se mi je zdelo čisto overkill, kaj na koncu izvede, ampak mislim, da ta metafora mogoče bila malo premalo konkretna. No? Ja. Jaz sem še mogoče, če bi res neko analogijo ali pa tako Tigor metaforo ven potegnejo, mogoče slika nekega ameriškega zavarovalniškega parazitizma. No? Tole sem predvsem imel kar, da imaš celotno industrijo pa posameznike, ki služijo na bolečini pa na tegobah ljudi, to je Amerika, zdravstveni sistem Amerike, ne? In pač zgolj ta zadnja hospic ali pa oziroma DSO varianta je zadnji stadij tega kanibalizma. Ne? In
to sem jaz potegnil ven, v bistvu, kako dejansko grozno se lahko spridi, če imaš recimo sistem, ki podpira takšne plenilske prakse. No. To sem ven potegnil. Ja. To je dejansko zelo dobro sporočilo, da ti vseeno ostane, kljub temu, koliko infuriating je film vmes. Plus, treba reči, da ona scena podvodna je lepo posneta, pa da Dinklage na krogih, bravo stari. Ja, to je kar, ja. Pa tudi film je obrtniško brezhiben, no, mislim, ni mi nič ven štrlelo, da bi zdaj rekel, to pa je zdaj, ne vem, full zajep ali pa nekaj tazga. Mogoče malo preveč teh slow motion Tarantino, Guy Ritchie, walk-inov, predvsem ona bencinska scena na bencinski postaji je Tina prav rekla, pa to čisti Tarantino, ko nekdo prije ven z vode, pa je v tišini tam neki, ker se sprašuješ, kako se to plača, sploh pa potegne nekega 50-taka ven ali neki, ampak ja, mislim, kar se tega tiče, ja, ampak to ni problem tega filma, ne. Problem tiči čist druge. Ja, no, jaz, če pač smem, tisto, kar sem že vmes tipkal, ko sem gledal film, mene so res zmotile te precejšnje, bi jaz rekel, nelogičnosti, no, oziroma tako, in se mi zdi, da tukaj je mene tako, ker skuša biti komedija, ampak skuša po eni strani pokazati ruske mafice kot neko resno grožnjo, fejkal je svoj smrt, tisti ljudje so mrtvi, z materjo se vidi samo enkrat na mesec, zato da prikrije ta njeno identiteto in da je noben ne lovi zaradi njega, ampak po drugi strani je to mafija, ki pošlje odvetnika najprej in skuša legalno rešiti stvar, ampak že ta odvetnik takoj začne groziti, najprej hoče podkupiti, potem začne groziti, čeprav je jasno, da je tudi pravo na njegovi strani in da v resnici imajo prav, ne? Ja. In pol na mesto, da bi ta mafija šla skratka pritisnila na zdravnico, na vsakega od teh členov malo zagrozili in če ne boste je spustili ven, vam bomo, ne vem, pobili to pa to, se pozanimali, koga ima Rosamund Pike s kom fuka, a veš? Pol pa je tam kažejo neko sliko njene mame in si tako, punco ste dobili v stanovanju samo, pretepli ste jo, pustili jo tam, zdaj pa ji grozite z mamo. Ja, ljubi Bog, zakaj ne? Veš kaj je zanimivo, če samo pomisliš za na film, to vso nasilje, ki se zgodi, je nekako pri Rusih priškrneno, v ofu posneto ali pa izvedeno, zelo ameriško hitro zrezano, da niti nič ne vidiš, še celo, ko Rosamund Pike zob zgubi, ni dokončno, ona ga reši z mlekcem pa z doktorjem oziroma ortodontom ob 3 jutro, hvaljena Amerika, samo plačniška Amerika, da se izrazim. Medtem ko nasilje, ki pa je očitno, je pa to neko psihološko, emocionalno nasilje, ki ga ona izvaja nad starejšimi. In tukaj mislim, da potem ruski mafiji enostavno zmanjka prostora za njihovo grozo pa nasilje. Ne? To se mi zdi škoda. Se tudi Peter Dinklage pa ta mafija je prikazana kako, neki slurpy eating oziroma slurping guys, ki hodijo po pecivo, pizda. Pa on s taksijom preletijem je bil na pol komično od začetka, kot nek bebček hillbilly, ki nima blage, kaj počne. In je bilo tako, če ste tle na to želeli obesiti komedijo, je tudi napaka. Veš, ali so grozni, ali pa smešni, ne more biti oboje, težko je oboje, ali pa samo geniji zmorejo to. Pa tudi tako rečemo, ne? Zdaj Hollywood se ful prebuja zadnja leta, vemo več, ta whitewashing, vemo kaj je, ne počnemo več tega. A bi lahko, lepo prosim, rusko mafijo igrali neki Rusi, ljudje ruskega porekla. Jaz mislim, da odkar je Viggo Mortensen igral ruskega mafica, da zdaj res gleda, da ga lahko vsi igrajo. No? In sorry, Peter Dinklage, Peter Dinklage je malo zgleda Rus, ne bom rekel, ampak nobeden od njegovih, razen unga, tudi ona gorila, mogoče malo, ampak večino pa to ne zgledajo kot Rusi, ne govorijo kot Rusi, nimajo nič z Rusijo. Ne vem, zakaj so to ravno ruska. Odkot ta ruska mafija, ali je to ta podton, če še Rusi nam tukaj režirajo volitve. Aljoša, zgrešil si en trenutek v zgodbi, veš kao, Born Again Americans, ker oni vsi umrejo, oni inscenirajo svojo rusko smrt zato, da se rodijo kot velekapitalisti Nove Amerike. Prav je. Ampak drugače, če smo pri ruski mafiji v ameriških filmih, a ne bi bilo ful boljš, če bi pol tak, ko se pojavi ruska mafija, not prešaltala vse skupno eno John Wick varianto.
Ja, veš, točno to. Zdaj, ko si razlagal, se škoda, da on, igralec iz prvega John Wicka je umrl, ne? Keanu Reeves. Tisti, ki igra Rusa, kao. Ja, ki kao igra Rusa, on bi bil dober, ne? Jaz mislim, da bi zakaj ta zga bil čisto ok. Ali pa Alfie Allen, pa imate Game of Thrones reunions. Ja. No, jaz mislim, da če imajo na svetu obstajajo ljudje, ki se pišejo Harlamov, bi tudi lahko igrali Ruse, neki Dinklage. Aljoša, se ti lušta po pecivu pa slrpih, ali kaj? Ti ima skupaj naslednjiki, ok. Še dobro. Ja, se drugače pa strinjam, ja. Mislim, dajmo več Rusov. Cool. Fino, še kdo hotel kaj povedati? Ne, mislim tako, na pol priporočamo ta film, ampak mislim, izpostavi neke probleme družbene, ni smešen, pa pokaže, da sta Dinklage in Pike pretty awesome, če slučajno tega kdo še ni vedel do zdaj. Ja, sej ni, da je neka blazna ponudba filmov tam zunaj, tako da jaz vseeno mislim, da je to nekaj, kar... Mislim, mene je jezilo tisto na sred res, pač to zadeve, ki so se začele, pač res grozno čutim to, da je ruska mafija nesposobna, to se mi zdi zelo grdo od Američanov, da to skušajo povedati. Ne, ruska mafija ni sposobna, čisto sposobna je 2 babi ubiti, pač dajmo si to povedati. Ampak ja, drugače pa čist v končni fazi, vredu film pa še za tiste, ki ste bolj moralne sorte, bo konec, tako kot je Igor rekel, pač vas zadovoljil, ker bo pač zlobna bionda dobla, tako da, kar je iskala. I guess. Ena tema še je, ker bi se zdaj tisto, kar sem videl v traileru, nisem pa recenzibral, da pač bi naj bil to nek revenge porn na pol, ali pa neka kao ta feminina jeza, vem, da je neko kislo jabolko zmore biti to hitro postati, ampak a sta vidva imela feeling, da je to taka ful huda tema v tem filmu? Kao neka ta feminizem, ki je čisto enakovreden moškemu gnevu, pohlepu in jezi. Mislim, tak je... A to sploh tema? Ne, edino, kar tu deluje, je, da gledalci načeloma ful lažje sprejmejo, da je tako hladnokrvno zloben lahko tip. Če pa je ženska, bi pa mogla imeti neke druge vzroke ali karkoli. Psihološke motnje. Ona, razen tega, da je hladnokrvna sociopatka, ne pokaže nobenih psiholoških problemov, ni, da je kdo zlorabljal in za čuda tudi ni posiljena na nobeni točki v filmu. In mislim, da ta minimalni standard, že to, da ona ni posiljena, pa da nima daddy issues, da je to toliko preskok nad tem, kak so običajno negativke v filmih prikazane, da se lahko to smatra kot nek feminističen film, čeprav meni se pač razen tega res base standarda ni zdelo nič posebej. Ma nekaj, reče par stvari na začetku o tem, da je moški ne bodo, ne vem česa že, da si ne bo dovolila, da je moški pravijo, kaj naj naredi, ali pa je klicali, mislim, ali pa je zmerjali, ampak to je pa tudi to, bolj pa neha s tem. Ja, hvala Bogu, to hitro pusti, tako da to je čisto ok. In jaz se strinjam, tako kot je Igor rekel, da je to še v resnici čisto v redu, no? Da hvala Bogu imamo lik, ki ni treba biti posiljen in biti žrtev, ampak je pač ona predator. In tle pač ni druge v končni fazi, ja, veš, tudi ona je tudi to razmerje s to njeno punco, pač ta punca je njena kao neka pomočnica, ne, v resnici neka napol tajnica, tudi to ni glih najbolj košar, ne, imeti razmerja z nekom, ki v bistvu dela zate in je tvoj, ne vem, desna roka ali kako. H&R bo imelo za komentirati, human resource. Ja, ker meni ta feeling smeče, v bistvu zdaj ta film nekako izpolnil kvoto, rečemo temu kvoto, to je glup izraz, se strinjam, ampak da pač je ženski lik lahko totalno isto ogaben, pa tako sem prej naštel kot moški lik, pač aplaudiram temu, ampak pač stopil je ta lik ali pa ta scenarij v isto poprečje, kot bi ga pač moški lik zapolnil. In če je to za enakovrednost, ajde, pa aplaudiram temu, samo pač še vedno je poprečje ne.
veš. Ne, mislim, iz scenarističnega gledano. V končni fazi, ko se, zdaj dobro letos nijamo kina, ne, ponavadi se to po kino gledalo, ampak ko so prešteli, koliko filmov je prišlo v kino in ta film bi definitivno prišel v kino v normalnem letu in koliko teh filmov je imelo protagonistke in koliko je imelo protagoniste, bi ta film pripomogel k tej statistiki. In to je statistika, ki dejansko od 90-ih upada in je vedno manj filmov z ženskimi liki. Tako da z tega stališča je v redu. Mislim, je pa tudi seveda. Da v tem zadnjem letu, če pogledaš, ker ta film pač sodi v 2020, je to eden izmed mnogih filmov z protagonistkami, in nekateri med njimi so bistveno boljši, ker pač je v bistvu zaradi tega, ker blockbusteri so izpadli, je prišlo naprej full filmov z ženskami, tudi takih, ki so jih ženske naredile ali pa so ženske v glavnih vlogah ali pa oboje, ki so dobili dejansko lahko več pozornosti zaradi tega. In ja, to je del tega gibanja, ki ga je omogočil COVID. In upajmo, da bo prihodnje leto, ko bomo spet imeli kinote ali pa kdaj, to šlo še naprej, ker mislim, mene dejansko bolj zanimajo filmi z junakinjami kot z moškimi srednjih let, ki imajo krizo srednjih let. Tako ja, res, ok, wow. Tega pa še nismo videli. Tako da ja. To je zato, Igor, ker še nisi čist tam, še kakšno leto, dve, pol boš pa sam te filme gledal, ker se boš najlažje poistovetil. No? Tak, še enkrat ali pa dvakrat predstavi naš rok snemanja, pa boš hitro padel v krizo. Pol pa še samo Woody Allena gledam, ali kaj. Drugače, ja, tudi ta film bi prestal Bechdel in test, ne? Ker v resnici oni dve nikoli ne govorita o moških, pravzaprav več čas govorita o bolj ali manj o teh pač ljudeh, kako jih bosta, pa o denarju, pa o diamantih. Tako da, tudi to je v redu, no tudi zaradi tega jaz mislim, da je tu čist pasal ta lezbični odnos, da nimamo še te neke preokupacije pač z neko, najslabše bi bilo, če bi bila zdaj Rosamund še nek lik, ki pač je še predator in menja moške in je promiskuitetna in se pač obnaša kot nek moški ali ne vem kaj. In ima še otroka, za katerega ne skrbi. Ja, ali pa to, no, skratka, glej. Tako da ja, no, z tega stališča, bare minimum, jej. Ja, se to me zanima, ker v bistvu ta film ful malo ponudi v tem, da bi zdaj, ne vem, se nekakšno liko besil, ker tako sem razmišljal. Meni so se v bistvu nekako zdeli ne zanimivi, ampak čustveno mogoče privlačni, v narekovajih orang, liki, torej njene partnerce, ki ima vsaj nek nagon po preživetju, ker začne pakirati polno pejma skrb, samo pustimo vse pejma, sam pejma. Tale mati, ki je na pol, rečemo, benigno bitje, ki je pač rekla, ajde, jaz grem v penzijo, pa bom tle svoje diamante polirala, whatever, ne, pač, in vse ti malo pač zasmili zaradi ječe, ne. Pa seveda tisti tip na začetku, pa na koncu, ki pa ima za to histerično vlogo, ne, ki histerično reagira zaradi te krivice, ki se mu dogaja, ne, da ne more priti do obiska svoje mami in na koncu mu umre in na koncu potem on naredi, kar naredi, ker najbolj sem še njega štekel. On je jaz, a veš, pač. Ja, mislim, isto bi ravnal, če bi se ti to zgodilo. Ja, ne bi ravnal isto kot noben drug od teh likov. Ja. No, super, Mito, lepo, da si priznal svoje morilske težnje. Predvsem me pa zdaj zanima, glede na to, kar smo vse povedali v tem filmu in tako, jaz sem bil prepričan, da tokrat ne bo Star Trek kotička. In kar nekako ne razumem, kaj je v tem Star Trek kontičku, kje si našel kakšne planet z starimi ljudmi v DSO-jih, ki jih izkoriščajo, ali kakorkoli, pač kaj. Skratka, za Star Trek kotiček, kje si našel sporednice, kaj je sporednica z delom, ki si ga odkril? Čakaj, ti imaš za scenarij odprt, jaz ga nimam, torej to je naslov je Deep Space Nine, Family Matters. Family Business, thanks. Iz 3. sezone 23. del, je pa Ferengi epizoda in vzporednica je kapitalizem, pa izkoriščanje utripizne materne. Pa imaš to, rečemo temu, feminističen komentar,
ker zdaj Ferengije, kot boš videl, Aljoša, se resetirajo Orang v dosti drugačen folk, kot pa kao kvazi bad guy v TNG-ju. V te ultrakapitaliste galaksije in zgodba je takšna, da Quark, ki ima bar, dobi likvidatorja, ki mu hoče stečaj stisniti zato, ker je njegova mati pod sumom, da služi profit, ker ženske pri Ferengijih ne smejo služiti ništa, še cunci ne zaslužijo. In on leti nazaj, je cel del je okrog temu, kako z bratom leti nazaj in skuša svojo Mugi, Iška je ime, prepričati, da se ne opraviči, ne vrne ves profit, ki ga je zaslužila za delnicam, in ona se mu opira, da pač ona je boljši Ferengi, kot je on kadarkoli, in je ena družinska dinamika notropolena. Torej, večino komentarjev v tej epizodi, kot ga jaz vidim, je v bistvu, kako se ženska, ki želi služiti v nekem sistemu, ki jo tlači navzdol, lahko postavi po robu, pa magari če skriva profit, magari če izkorišča ostale, lahko pride nekam. Pa ne me narobe razumeti, ves del je pretežno zgrajen okrog neke družinske dinamike, mati, sin, pa te nekega worldbuildinga, ki ga se DS9 v tem delu okrog Ferengiju zelo lepo gre, ampak je pa tale vzporedni komentar feminizma pa Ferengi kapitalistične kulture, ki pa direktno komentira torej naše, vse zgodna 90-ta. No. Tako da tu sem videl povezavo, to je moja povezava. Aha. No, super, sliši se zelo interesantno in spet, ko me čakam, da pridem do tja, še nekaj cajta bo trajalo. Ja, mogoče v kakšni od prihodnih epizod poročam o tem. In ja, hvala, Mito, to je bil Star Trek kotiček za vse, ki komaj čakate to rubriko. Zdaj pa še ena rubrika za vse, ki komaj čakate, da bi izvedeli, kaj lepega, novega je za prebrati, poslušati, pogledati tam zunaj. In skratka, rubrika, kaj gledamo, beremo, poslušamo, začnejo tako kot tradicionalno. Mi smo tudi tradicionalna družba, ki se sledimo svojim pravilom tradicionalno, in začne seveda Igor, nekaj si prebral, nekaj si pogledal v tem tednu in enem dnevu, kar se nismo slišali. Ja, torej, prebral sem do konca knjigo, ki je lani dobila Hugota, in povsem zasluženo. Zdaj sem prebral kar eno par teh knjig in tale je definitivno nekaj najboljšega. Naslov ima A Memory Called Empire, avtorica ima psevdonim Arkadi Martin, gre pa za dost high koncept zadevo, ki bi jo primerjal kot nek križanc med Dunom, pa Pod svobodnim soncem, pa Johnom Le Carrom zraven, pa malenkost Cyberpunka. Zdaj, osnovna štorija je, da je nek planet, ki temelji na Bizancu, ker tale Arkadi je zgodovinarka, ki je preučevala Bizanc pa armensko kulturo srednjega veka pa take stvari. In ta imperij, ki ima Teixi Kalan, se mu reče, kakorkoli, potem so še imena iz južnoameriških stvari, vladajo v vesolju iz tega planeta, ki je cel planet mesto tako Coruscant. In glavna junakinja je pa ambasadorka, ki pride tja iz neke vesoljske postaje, ki imajo nek svoj sončni sistem, pa neke jump gate, pa so zelo mali država in hočejo ostati samostojni. Oni pa imajo eno tehnologijo, ki jim omogoča, to pa je drugi sci-fi koncept, da si spomin oziroma osebnost človeka se prekopira na disk in se vstavi v možgane. Ne? In to imajo samo ti ljudje. In ona dobi 15 let staro verzijo trenutnega ambasadorja na tem planetu, da bo se lažje znašla. Ne? In gre tja,
In gre pa tja za to in za staro verzijo, ker je ambasador umrl v čudnih okoliščinah. Ne? In potem imaš celo to za začetek koncept, kako se ona pogovarja z njim v glavi, ker se ona dva bi naj preko več mesecev združila v eno na nek način, ne? Oziroma ona prevlada z njegovim znanjem in vedenjem in avtomatskimi reakcijami. Na kar, ko zagleda njegovo truplo, on crkne in se pokvari in ona nima več dostopa do tega in potem je ona totalno fish out of water v tej civilizaciji, ki jo je sicer študirala in je malo obsedena z njo, je pa vseeno ne razume. Ne? Sem bral, dosti ljudem je bila ta knjiga blizu, ko so recimo šli študirati v Anglijo ali pa v ZDA, ko so pač imaš to kulturo, imamo jo vedno od spredaj, v filmih in serijah in potem, ko greš tja, je neko občudovanje, ampak hkrati se malo tigabi, da občuduješ nekaj takega, kar ni tvoje, ker bi moral svoje interese zastopati. Glavnem, cela ta multikulturna scena je, potem pa pač postane thriller. Kdo je onega ambasadorja ubil, zakaj, kakšne igre se grejo politiki med sabo, to je pač tale zelo Dune del iz prve polovice knjige. In potem je še looming alien threat, obviously, ne? Ja, kar pol v drugi knjigi razišče, ki izide naslednji teden. In to zelo kompleksno zgodbo na krasen način vodi skozi še revolucije, vojna in vse se zgodi v 4 dneh in še za romanco najde malo placa. No, to res zelo vredo, pa še to, tisto romanco potem razplete tak, da pač obvesli ti je jasno, da bo on na eni točki nazaj v njeno glavo prišel. Ne? In imaš potem, kak se on počuti, ko ona stoji poleg ljudi, s katerimi je on imel razmerje in kak se počuti in kak njeno telo začne reagirati poleg tega. V glavnem čist sveži koncepti, zanimivi in hkrati tale Bizanc se ga dejansko je tu not toliko, da pač zato sem pod svobodnim soncem omenil. Je to dejansko not. Prav weird knjiga, ful jo priporočam sploh ljudem, ki imajo radi jezik. Še ena stvar glede tega Texa Kalana, poezija je glavna stvar. Šifre so v poeziji. Torej ti imaš neko pesem in na osnovi te pesmi si ti narediš šifro. Pač pesmi, ki so popularne, tako se pač tako imamo mi Twitter, imajo oni pesmi na nek način, ne? In poezijo in mora imeti meter in rimo in lahko potem to vpliva na politiko. Ko ima njihov cesar audienco pred ljudmi, pa nek žur, se potem bere poezija in se betla, ali na pol rap battle izvede, ne? Ampak brez bita, ne? Zgolj. Okay. Prav te eni koncepti so not tako lepo premešani, da še nisem nič podobnega prebral. In kot prevajalec, ko sem to bral, v smislu fuck it, to pa ne. To pa se ne prevede. Oziroma, ne vem, mogoče bi kak pižamsko ima rad take stvari, ampak res zahtevna zadeva z tega stališča in vsakemu, ki ima rad poezijo, Bizanc, karkoli sci-fi, bi to ful priporočal, da to knjigo prebere. No, to je slišati super. Očitno ni za brez zveze dobla Hugeja. Tako da drugi del pride kmalu ven, praviš. Drugi od 2, kar mi je tudi zelo všeč, ker mi grejo na živce 10-delne serije, ki pol že kmalu nimajo kaj več zapovedati. Še nekaj si pogledal, Igor? Wolfwalkers na Apple TV je film animirani, 3. del te trilogije, recimo, ki temelji na irski folklori po Skrivnosti iz Kelsa in Pesmi morja. Isti avtori so naredili, ampak tukaj so dobili cash od Apple in so animacije res dodelane. Moram reči, da je najlepših animiranih filmov, kaj sem jih videl. Zgodba je lušna in Sean Bean je eden od glavnih likov in ne bom spoilal, če umre ali ne, ampak se dogaja nekaj v zvezi s tem.
Ful je lepa štorija o mitoloških bitjih, snovovkih je to prevedeno, ki v bistvu, ko zaspi, se spremeni v volka, njen duh, ono telo tam spi, ampak tisti volk je čist realni naokrog leta. In zgodba je lušna, 7 let naprej priporočljivo, res lepo za vsakogar, ki ima rad animacijo. Okay, super, hvala Igor za poročilo. Mito, ti gledaš eno izmed serij, ki je pobrala največ globusov pred 2 dnevoma. Poročaj. Korona, ja, drugo sezono sem zaključil, zdaj sem skoraj že 3. obrnil, mislim, da sem 7. del. It's good. Na enkrat ne rečem, kapo dol, izogibal sem se lep cajt, zato ker nisem baš neki monarhist, pa ti ljudje me sploh ne zanimajo po defaultu, nekako zgledajo, nekaj počnejo, nekaj govorijo, nič od tega, ampak mi je pa všeč koncept, kako so ga tukaj priredili, da so nekako neki konceptualni sklopi po delih, ki se povezujejo z resničnimi dogodki, pa vsa ta fikcija teh likov, ki je potem prepletena z zgodovino, je zelo učinkovito, pa zelo dobro narejeno. No. Da ni zgolj neka dolgočasna britanska kostumka, ampak ima celo nekaj zapovedati. No. Tako da sem prijetno pozitivno presenečen nad kvaliteto pa izvedbo te serije. No. Res, kapo dol. Oziroma heads off to you, ali kako se reče. No, super, hvala. Mito, še malo pa me boš prehitil, če si že v 3. porkafik, bomo zdaj dalje začeli gledati, to ni fair. Nič drugega nisem gledal, imel sem toliko dela zdaj, da sem malo na stranski tir porino konzumacijo teh kulturnih vsebin. Tina je sicer vmes še me zrajcala za Behind Her Eyes, ki jo je ona pogledala. Ne morem zdaj ocene dati, ampak to, kar mi je povedala, se sliši zakon. Tako da to miniserijo še moram obodati. Drugač pa itak moj Star Trek je vedno na dnevnem meniju, ampak to poročam redno. No, super, hvala tudi tebi, Mito. Jaz sem v tem tednu pogledal film, o katerem smo se tudi pogovarjali, da bi ga mogoče delali. To je Space Sweepers. Gre skratka za korejsko znanstveno fantastiko, ki se mi je v prve pol ure strašno dopadla in sem že mislil, ves vzhičen vam napisati, da dajmo to absolutno delati, kar je super. Pa skratka, prve pol ure se mal nam pusti, da mal spoznamo like, da mal vidimo vso to okolje in ves ta svet je fino zgrajen, pač so take zelo lepi tudi prizori, pač tu se vidi, da je šlo v ta film kar nekaj konkretno, nekega keša, ne? Pač kako oni potujejo na te vesoljske ladje, ki obkrožajo, kako so pač ljudje so umaknjeni z zemlje, ki počasi umira zaradi seveda globalnega segrevanja in vsega, kar smo uničili, in se živijo zdaj bogati na nekih vesoljskih ladjah oziroma na nekih platformah, ki so v orbiti Zemlje in ti so Space Sweepers, so dobesedno to vesoljski smetarji, bi to lahko prevedli, in pobirajo skratka vesoljske smeti. In ta ekipa so neki najboljši vesoljski smetarji, imajo najboljši vesoljski smetnjak in so najbolj drzni in pobirajo te smeti in imajo enega tega androida, ki je tudi zelo simpatičen in tako. In vse do vsem je super, skratka okolje, ful je nekih gadgetov, zanimivih, stvar spominja na Cowboy Bebopa, če je kdo gledal anime prej, res super. Potem pa pride do te glavne zgodbe, ki najdejo, odkrijejo to neko deklico, ki se skrije pred njim, k njim in po medijih zvejo, da naj bi to bil nek robot, ki nosi v sebi bombo in da ga pač išče policija in ne vem kaj, oni pa hočejo pač to prodati neki tej mafiji ali ne vem komu. Skratka, ta zgodba, ampak od tega trenutka je to tak nek tipični hollywoodski akcioner, ki zdaj pozabi na vse okolje in se še sam ta neka akcija dogaja. Tako 5 minut preden
ta glavni lik jih ujame, ti zveš, da tudi ena druga članica posadke ima neko zgodbo povezano z njim in sta v nekem osebnem hejtu in ne vem kaj si tako, zakaj sem to zvedel tako zdaj, zato da bom čez 5 minut jezen na njega ali ne vem kaj, to je, skratka, ful ti flashbacki, ful začne težiti za tisto njegovo zgubljeno oziroma mrtvo hčerko in tako, skratka, ni več vredno, čeprav je še vedno akcija, vse je dobro narejen, posneto in vse to, ampak nekako postane tako film precej klišejski in kar malo naporen za gledanje že, no. Tako da mi je žal, no, ampak meni ni bil toliko všeč. Skratka, to sem pogledal in pa drugo sezono The Sinner, Grešnika sem pogledal do konca in moram reči, da je druga sezona tam do zadnjih 3 delov še boljša od prve, še malo dvigne letvico in je to po prvih 2 sezonah zelo dobra serija, skratka krimič, v drugi sezoni mislim, da sem to že govoril, nek deček, skratka zastrupi 2 odrasla, za katera mislimo, da sta njegova fotar in mama, ampak se skaže, da nista, v to je povezan nek čuden kult, ki obvlada neko celo tisto področje, nenavadne stvari se začnejo dogajati, ampak na koncu je predvsej malo predvidljivo. No. Jaz sem tako od 3. dela že vedel, kaj je poanta, potem se samo malo variacije so se spremenile, ali je una, ali ne vem kaj. In pa zelo dobra igra, no moram še vedno reči, da Bill Pullman je super. Zdaj sem pa nekako blizu konca 3. sezone, moram reči, da 3. sezona je pa weird, precej tudi neumna. Nekako grejo se mi zdi po stopinjah Hannibala in pretiravajo z glavnim junakom in njegovimi travmami in njegovo obsedenostjo za vsakim primerom, ki ga ima. No. Skratka, ker tukaj že kar z glavnim osumljencem hodi na neke pijače, na žure in tako on vmes pobija ljudi, onadva pa neki se pogovarjata in ga on skuša prepričati, naj se preda. Hkrati seveda zajebe vse policijske postopke in bo ta človek odkorakal, če bi bilo pač v resničnosti se to dogajalo, pač to ne bi zdržalo na sodišču niti 5 minut. No. Skratka, ja, žal mi je pač 3. sezona izgleda toliko dobra za enkrat, ampak še vedno moram reči, da vseeno zelo fina nadlanka, no in jaz sem res presenečen, ker o njej predtem nisem nikoli nič slišal, dokler ni tega Nika rekla, da morava tole gledati, tako da vabljeni k ogledu, no, če vas nisem preveč razočaral za 3. sezono. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša jubilejna 80 epizoda, nič nismo povedali o tem, nič nismo imeli nobene tortice, še samo 20 epizod in dragi moji, to bo zelo hitro, še 20 epizod in smo na 100, takrat bomo res morali nekaj posebnega narediti, kaj še zdaj, zaenkrat še ne vemo, ampak bomo morali že jutri začeti razmišljati o tem. Bomo šli v živo iz DSO-ja. Ja, 20 epizodov hiter. Skratka, poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, če bi komedija obstajala, Gegič, Igor, ne moreš računati na župnike Harp in Aljoša Wolf of DSO Harlamov. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov. Mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi, čeprav je zunaj pomlad, čeprav ste nekateri cepljeni, čeprav ste nekateri preboleli, čeprav nekateri ne verjamete, da virus obstaja, še vedno ne. S tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, dajmo še malo zdržati, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo še malo skupaj, tudi ko smo narazen in upam, da se kmalu prebijemo iz tega. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerite, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljate platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh prišli v navzkrižje z rusko mafijo, ko se boste srečevali z njimi po garažah in kamnolomih, se toplo oblecite, saj vas bo prej pokusil resnejši prehlad.
No, pa pazite seveda na razdaljo, nosite masko in potem, ko vas bodo poskušali umoriti, si dobro razkužite roke, preden se vrnete k običajnemu delu. Če pa vam bodo še naprej težili in povete, da ste oboževalka oziroma oboževalec podcasta, katerega član je Aljoša Harlamov in da se mu bodo zelo zamerili, če se bo kakšnemu poslušalcu kaj zgodilo, bodo že razumeli namig. Dom dlja angelov, eto nebo, a dom dlja vora, eto tjurma. Okay. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast KMOBOT brez pikice mes, tam delimo rajce, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, ključe bančnih predalov, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila jubilejna 80. epizoda, 24. special iz karantene. Poslušamo se v 81. epizodi čez približno teden dni, ko naj bi predvidoma z gostom govorili o seriji Lupin z Netflixa, s katerim gostom naj zaenkrat ostane presenečenje. Obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo. No svidonje. Do svidanja. Do svidanja.